poseben pozdrav namenjam županji občine Ljutomer, magistri Olgi Karba, predsedniku Sveta krajevne skupnosti Radoslav Janezu Rudolfu in predsedniku Sveta krajevne skupnosti Mala Nedelja Vilku Vajdi. Članom občinskega sveta občine Ljutomer iz krajevne skupnosti Mala Nedelja, ravnateljica osnovne šole Mala Nedelja gospod Brede Žunoč ter predstavnike društva. Danes, ko predajamo namenu to lepo stavbo, ki je že dolga desetletja drugi dom naših godbenikov, je priložnost, da se zahvalimo v prvi vrsti neutrudnemu in požrtvovalnemu Alojzu Kosiju, Cvekovemu Lujzu, kot ga večina pozna. Zahvalimo se za številne delovne ure, prevožene poti, verjetno tudi kakšno neprespano noč. Svojim zgledom, vztrajnostjo je uspel motivirati ostale godbenike, da so po svojih močeh sodelovali pri delih in so skupaj uspešno zaključili projekt. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali pri prenovi objekta. Veliko jih je bilo. In danes jim bomo podelili tudi zahvale za njihov prispevek. Če smo koga izpustili, smo ga nehote. In prav gotovo bo še primeren trenutek, da svojo napako popravimo. Moj nagovor pa zaključujem željo, katero je v pisnem opravičilu svoje odsotnosti danes zapisal ravnatelj glasbene šole Slavka Oceca Ljutomer Stanislav Lašič. Veliko glasbene ustvarjalnosti v novih prostorih, željo, da ohranjate tradicijo godbeništva v Mali Nedelji še naprej. Ta glasbeno ustvarjanje dopolnjuje in oblikuje človeka, skupnost in celoten kraj. Naj pesem govori, je bila nekdaj znana, po kraji vse okrog. Je bila nekdaj znana, po kraji vse okrog. Možje in fantje kmečki pri njej igrali so. Jim srce je veselo, pri tem utripalo. Jim srce je veselo, pri tem utripalo. Je Jan začetnik tote godbe, je Janko Prelog bil. Od svojih staršev dedva, ves glasbeni talent, od svojih staršev dedva, ves glasbeni talent. Učitelj Janko Prelog bil vzor kapelnika, ves prosti čas posveta učenju muzike. Ves prosti čas posveta učenju muzike. Sodnarja malo imeli godbeniki takrat, a radi bi igrali, pihalnikov ni bilo. A radi bi igrali, pihalnikov ni bilo. Ale Baličo Franček in Šumen Južek sta za nove inštrumente svoj grind zastavila. Za nove inštrumente svoj grind zastavila. Ti novi inštrumenti iz Češke prišli so imeli višjo
štimo, še to je lepše bilo. So imeli višjo štimo, še to je lepše bilo. Ko kdo omeni godbo Napihala, se vsaj meni in verjetno še tudi marsikomu drugemu prvo pojavi ime Alojz Kosi. Prepričan sem, skoraj zagotovo sem prepričan, da bi malonedeljska godba bila dan, današnji dan v bistveno drugačnem stanju, kot je, če ne bi bilo Alojza. In predtem, da bi tudi naš godbeni dom bil v malo drugačnem oziroma zelo drugačnem stanju. Mnogo smo povedali v tem času o njem, mnogo pohvalnih besed, vendar tega ne bomo mogli povedati nikoli. Nikoli se mu ne bomo mogli zahvaliti za njegov trud, prizadevanje, ko je tudi v težkih časih, ko je kazalo, da je že vse razpadlo, da godba dejansko ne bo mogla več ustajati, našel moč, voljo, tudi ima sposobnost, da zna pritegniti ljudi in je odličen organizator, kar se je prikazala tudi pri tej obnovi godbenega doma, kako tudi pri organizaciji raznih prireditev. V imenu kulturnega društva Anton Krempelj Mala nedelja, v imenu krajevnih skupnosti Radoslav in Mala nedelja, v imenu vseh krajanov te Lojze poklanjam to sliko in ob pogledu na njo se vedno spomni, da smo ti hvaležni. Hvaležni za vse, kar si storil v teh letih za našo godbo in prepričani, da boš storil še veliko. Dragi godbeniki, najlepša hvala za povabilo, da lahko danes tukaj z vami sem ob tem prečudovitem dogodku, ob veliki pridobitvi, ki ste jo res sami, z trdimi žulji, z ogromno odrekanja svojega prostega časa postavili v tako lep godbeni dom. Jaz sem se danes prišla pokloniti vsem vašemu požrtvovalnemu delu in vam želim tudi iskreno čestitati. Rada pa bi dejala, naša občina je čudovita, če znamo to videti in mislim, da smo lahko ponosni na to. Zgodi se zelo veliko lepih trenutkov, imamo pa tudi veliko odprtih vprašanj. Imamo v lasti tudi veliko nepremičnin, ki pa jih žal dostikrat ne moremo tako gospodarno vzdrževati, kot bi jih želeli. Seveda so še številne druge stvari, ki jih je potrebno reševati. In verjamete ali ne, ko tako grem po občini, sem prav ponosna, zdaj se mi je že drugič zgodilo, da so ljudje tako znali dobro stopiti skupaj in so si postavili svoje domove in tako res gospodarno nastopili do svoje, tam, kjer želijo imeti vaje, tam, kjer želijo nekaj dobrega narediti. To se je zgodilo v Babencih in to se je zgodilo v Mali nedelji. In jaz sem prav vesela, da je toliko še poštenih, delovnih, pridnih, marljivih ljudi v naši občini, ki jim nič ni težko. In so si tudi sami pripravljeni zagotoviti prostor, da bodo lahko ustvarjali in to, kar bodo ustvarjali, pokazali tudi svojim prijateljem, znamcem, sorodnikom in tako naprej. In res še enkrat čestitam, želim vam čim več ustvarjalnega duha v tem novem godbenem domu in povabilo mogoče, ne želim se sprenevedati, ampak povabila vas bi s kako vlogo, pa bom tudi jaz našla še kakšen denar, ker namreč jaz lahko dodelim sredstva tudi na podlagi vloge. Slišala sem, da ste tudi dobili nekaj na podlagi razpisa. Mogoče pa je tudi za razmisliti, glede na to, da ste sami zgradili ta dom, da tudi predlagamo, da se lastnina prepiše na vas. Tako da jaz sedaj prosim predsednika, da mu tudi izročim zahvalo za izjemno marljivost pri obnovi gradbenega doma in pomemben prispevek k ohranjanju godbene tradicije. Hvala lepa. Gospe župani, hvala lepa. Dragi moji godbeniki, čestitam vam, pa lepo prosim, če še vas, da prišli videti za novo leto, pa za 1. maj,
Pa ni predstavljata. Pa vsi v kup lepo. No, hvala lepa, gospe Jelki, ona je pa res vedno za take stvari dovzetna in rada odpre tudi svojo denarnico. Hvala lepa. Je pa nam zelo v čas, da je prišla na našo prireditev, da je bila pokroviteljica 90-letnice naše godbe in tudi, da je odprla ta godbeni dom. Ponosni smo na to. Hvala lepa. Zdaj pa vas vabim, da si ogledate godbeni dom tudi od znotraj. Ampak zdaj pa jaz se